društvu je potrebno pač več dela, več koordinacije, več odprave ekscesov in zagotoviti dodatni denar. Vse ostalo, ali se imenuje reforma ali ne, je pa manj pomembno. Torej, jaz bi si želel, da v Sloveniji bi bolj govorili o nekem evoluciji, nadgradnji tega, kar je dobro in spremeniti tistega, kar je slabo in ne uporabljali izraza reformo, ker to straši ljudi. Hvala lepa. Predsedniške volitve vprašanje. Ja, povejte. Kako komentirate pač najnovejše ankete javnega mnenja, ki so bile predsedniške volitve? Ja, jaz mislim, da bo seveda predsednik Borut Pahor. Prišli pa smo do tega, da več ljudje ne izbirajo med dvema kandidatoma, ampak da se opredeljujejo neposredno do Boruta Pahorja. Tako da anketa, sedanje volitve bodo glasovanje za ali proti Borutu Pahorju. Jaz pa mislim, da za svojim dosedanjim delom in tudi za vizijo za naprej bo dobil več ali kar nekaj več kot 50%. Kako pa komentirate v bistvu, je rekel, pisma izjave oziroma pisma predsednika SDS pa nekdanjega predsednika Milana? Tudi ta pisma ne gredo v smer odločati med enim ali drugim kandidatom, ampak opredeljevanje do Boruta Pahorja. Zdaj pa, kar se pa tiče pisem bivšega predsednika Milana Kučana, jaz spoštujem tako Boruta Pahorja kot Milana Kučana in se nekoliko želim, da bi se gospoda usedla, se pogovorila in ugotovila, da imate več skupnih misli in idej, kakor mogoče zgleda. Kako pa mislite, to nasprotovanje SDS-a Borutu Pahorju neke nove? To mislim, da mu Borutu Pahorju nič ne škodi. Borut Pahor je kljub vsemu bivši predsednik socialnih demokratov. Socialni demokrati imamo pa čisto drugačno vizijo razvoja kot SDS, ki je radikalna desna stranka. Hvala ti vam.